Hello. Živijo. Okay, thanks, ker si prišel. Ja, hvala za ponovno povabilo. Okay, ja, imel sem par requestov, Okay. da te povabim nazaj. A res? Ja, ker sem me full bov. A ja? Ja, v debati, ja. Okay. Se rekel, Klemen, tole, kar si govoril, je bilo brez veze, ne? Aha, Eni so mi pa govorili, da si ti govoril brez veze, tako da ok. je bilo mix, ta veš, Ja, tako je ponovadi. ja. Tole bo zadnji podcast v tem studiu improviziranem. Danes moramo iti ven, zato je tudi malo miza drugačna, malo več imamo kamer, ki si ti prinesel, ne? Okay. Tako da nisem se nič pripravljal. Jaz tudi ne. Okay. Sem pa rekel, Vse prvice tudi nisem. Ja, ok, vse je bilo videti. Ne, ampak mogoče sem mislil, da začneva z tvojim komentom, ki si ga imel na eni od mojih epizod, kjer sem jaz rekel en stavek, Ja, ki te je malo zmotil, a ne? ja. Pa sem mislil, mogoče je dobro, da midva to malo... Pa ni me malo zmotil, fejst me zmotil. Kaj pa je bil koment? Mislim, da je bil, zdaj se ne spomnim točno, kaj sem jaz komentiral, ampak mislim, da sem komentiral tvojo izjavo, da znanost nekje odpove. Oziroma Da deluje do neke mere. Mislim, da sem to Tako, rekel, da ne. znanost deluje do neke mere. ja. Okay. In zdaj se tudi spomnim, kaj sem jaz komentiral. Okay. No, Ja, jaz sem komentiral, da znanost vedno deluje, da nima nekih mej, dokje deluje, pa dokje ne deluje, ampak da tehnologija deluje samo do neke mere. Znanstvena metoda kot ideja Ja. deluje do Ja, vsega. tako, tehnologija pa trenutno deluje pač do nekih mej, do katerih je razvita. Ne? Okay, se pravi, vedno raboš tehnologijo, da Ja. delaš znanost, ne? Tako. A tehnologija ima meje? Ja, trenutno jih ima, mislim. Mislim, a ima meje konceptualno, ne? A bomo lahko enkrat presegali vse meje tehnologije, tako da ne bo nobenih mej, niti tehnologije, niti metode in bomo lahko pač karkoli. Verjetno na dovolj dolgi časovni skali bi to verjetno bilo mogoče. Ja. Kaj pa recimo ta znanstvena metoda, ki si rekel, a ne? Deluje brez mej, ne? Ja. A lahko malo razčlenva, kako razumem jaz, pa kako razumeš ti, kaj potrebuješ za delanje znanstvene metode. Recimo, ne? Kaj potrebuješ, kje so sestavine znanstvene metode, kako ti to brez česa ne moreš delati, recimo tega. Mislim, sigurno se moraš na začetku vprašati, kaj boš preučeval, ne, oziroma kaj bo tvoj predmet opazovanja. Ampak recimo tukaj je narava predmet opazovanja, Tako. v znanosti, ne? Narava. Tako, narava. Načeloma je to v fiziki. A ne? V Ja. fiziki je predmet opazovanja Tako. narava. Potem rabiš pa, zdaj če greva čisto znanstveno ali pa rečemo temu teoretično, moraš itak postaviti neko hipotezo, kaj pričakuješ, če boš delal nek poskus, a ne? Ker moraš, če se odločiš za nek poskus, moraš postaviti neke hipoteze, to so v bistvu neke trditve, s katerimi ti poveš, kaj pričakuješ, da se bo zgodilo. Ne vem, če... Spravi neko predvidevanje, ne? Tako, Ja. tako. Ne vem, če spustiva na zemlji nek predmet, pričakujeva, da bo vedno padal navzdol. a ne. Zelo težko bi bilo narediti. Mislim, verjetno lahko naredimo poskus, kjer damo hipotezo, da bo predmet padal navzgor, a ne. Tako je. Mislim, poletel, ampak V določenih drugačnih razmerah. bomo lahko verjetno to ponavljali v neskončnost, pa ne bo nikoli predmet padel na vzgor. Ne, padel v narekovajih. Ne, sigurno, kje bo. Ne? Zdaj moraš definirati, kaj pomeni navzgor pa navzdol. a ne. Če ti rečeš navzdol, ne Navzdol proti zemlji. proti tlom. Recimo pa definiramo to kot v območju, ne vem, zemljine atmosfere, kjer deluje gravitacija. Sam lahko imaš Ker sigurno... gravitacija deluje proti zemljinemu jedru, ne? Ne, gravitacija deluje proti nebesnim telesom. Ne? Tako. In pa imaš lahko dva nebesna telesa, Ja. in en je močnejši, Ja. in bo, iz tvoje perspektive bo navzgor padal. Ja, Bo šlo navzgor. Ne? Ja. Tudi, ja, to se strinjava, odvisno od pogojev. Lahko Sam se mislim, tudi da na kršijo. zemljinem površju ni. Ne. ni Ampak recimo, takega kraja. če bi imel dva planeta, en je full velik, a ne? Ampak itek bi se že prej posrkal, ampak recimo vzpostaviš pogoje, da nekako ne gresta skupaj, bi en predmet vlekel proti sebi. Tako. In iz tvoje perspektive,
Ampak ti si tudi ta predmet, tako da bi tebe tudi gor. Ne? No, in se pravi, to so te, se pravi, definiraš nek poskus, hipoteze in seveda potem je pa pomembno, če delaš neke meritve, ne? Če je to kvantitativno, da z nečem meriš, verjetno imaš neko merilno napravo in pa zapisuješ te ugotovitve in pa z različnimi statističnimi metodami ugotavljaš, a zdaj te hipoteze uvržem ali jih sprejmem. Ja, kar sem jaz mislil, ko sem rekel, da deluje do neke mere, sem pa mislil glede ene komponente, ki nisi ti zdaj opisal. Okay. Sej veš, kaj bom rekel, zavest. Ja. Ti rabiš zavestnega opazovalca, ki opazuje, prvo naredi hipotezo, da determina ta cause effect, ki se bo zgodil, potem pa potrebuješ ta inštrument in potrebuješ nekoga, ki bo pogledal na ta inštrument. In zato kako jaz to gledam, zakaj ima znanost, po mojem mnenju, neke meje, je iz tega vidika, da ti boš vedno omejen s to racionalno zavestjo, s katero ti delaš znanost. A ti lahko dam eno vprašanje? A ti misliš, da ko si rekel, se pravi, manjkajoča komponenta, zdaj je zavest in jaz bi rekel, da manjkajoča komponenta pol je tudi telo, v kateri se zavest nahaja. Ker trenutno ne vem, če poznamo obliko zavesti, ki se nahaja izven človeškega telesa ali pa ne vem, izven nekega biološkega skupka nekih celic. Okay. Zdaj imamo v bistvu dve poti, v katero lahko grem. Lahko prvo odgovorim to, jaz sem bolj spucan primer povedal, sem rekel, rabaš zavest. To je tako zelo filozofsko. To je tako zelo filozofsko, a veš. Sej to je filozofija. Zdaj. Ja, sej, nimam, se pravi, znanstvena metoda ne deluje, zato ker rabimo neko zavest. Ja, ok, se strinjam. Ne, da ne deluje zaradi tega, ampak deluje z omejitvami te zavesti, z te racionalne zavesti. Ja, tako. Okay, Sprav ti rabiš racionalno zavest. Ne pravim, da je zavest omejitev. Jaz mislim, da to ni omejitev. Omejitev je ta del zavesti, s katero mi delamo znanost. In ta del zavesti, s katero mi delamo znanost, je racionalni del. In to je samo en del zavesti. Zdaj ne vem, veš, kaj govorim, kaj rečem en del zavesti? Ker to so se dostikrat mi že pogovarjali. Pa ne vem, a me razumeš, kaj rečem, da je racionalni del samo en del, pa da so ostali čisto. Ne vem, kako boš pa preveril, da razumem. Ja, prenesem gobice, pa ti jih zabašam v usta, pa počakava 2 uri. Sam še vedno ne boš vedel, kaj se dogaja v mojih možganih. Ne, ti boš vedel. ne boš ti vedel, kaj se dogaja v možganih, ampak vedel boš, da ne obstaja samo racionalni. Ampak ti si zdaj rekel, a ti mene razumeš, kaj ti jaz to ne, če rečem. Razumeš ta stav, ko govorim. Jaz mislim, da ga razumem. Aha, kako ga pa razumeš? Kaj rečem, drug del, neracionalni del zavesti. Ja, mogoče je to del zavesti, ki ga trenutno še, mislim, področje zavesti je itak zelo, mislim, ga raziskujemo, ampak ne vemo vseh stvari, kako predzavest deluje. Tako da, ja, sigurno obstajajo neka področja, ki jih še v možganih, ki jih ne razumemo. Ne? Ampak jaz to gledam čist kot samo fiziološke procese, ki se dogajajo v možganih. Se pravi, če ti možgane izklopiš, ko umreš, jaz mislim, da umre tudi tvoja zavest. Ni pol se zavest se ne transformira v neko, ne vem. Ne, okay. Ta claim, ki si rekel, kako pa to veš? Glede na to, kaj sem do zdaj vse prebral o teh zadevah, znanstveno, ja. Kar vem o fiziki, mislim, kar sem pač slišal od drugih ljudi, ki veliko več vejo o fiziki kot jaz, nismo pač še definirali tega nekega prostora, kjer ne bi se zdaj ta zavest nahajala, ko se ne nahaja v človeškem telesu. Tako, mislim, nismo nikjer drugje definirali razen v sebi. Midva se zdaj sporazumevava, ker se recimo sporazumevata 2 zavestna organizma. Ne veva. Ok, a lahko to predpostavlja? Sej, to predpostavljava, ja, valjda. Deva
Ne, jaz sem te vprašal, kako veš. Ja. A veš, ko ti nekaj predpostavljaš, to ne pomeni, da veš. Ja. Ne? Jaz sem ti rekel, kako to veš, da ko ti umreš, jaz tudi ne vem, recimo. Ja. Pa jaz sem bolj na strani, zdaj sem recimo Ja. 50-50. Ampak glih zaradi teh izkušenj z, ne vem, čakaj se na tole izklopim, z psihedeliki recimo ali pa meditacijo, sem ful bolj skeptičen do tega, da vem, da zavest neha obstajati, ko jaz izključim telo. Zato, ker tam imaš ti, recimo čistko, če se glede teh psihedelikov dotakneva, recimo jaz zdaj razlagam tebi, vem, da nisi še šel ali pa ne bo šel na to pot, je ful težko opisati, kaj pomeni, da ti se detečaš od tega svojega egota. Ego v smislu, to je moje telo, to je moja roka, jaz sem tukaj noter za svojimi očmi, ker mi imamo vedno nekak ta feeling, jaz sem kle nekje za svojimi očmi. Ampak to z neko globoko meditacijo vidiš, da ni res, ti si v bistvu lahko povsod, ker zavest nima v bistvu mej. To je sam feeling, ki ga imaš, da prebivaš za svojimi očmi. In tudi takrat, ko sem te vprašal, kaj si ti, Andrej Škraba, kaj si ti, a si ti roka, si ti telo, a veš, tudi ne moreš jasno definirati, kje se ti začneš, pa kje se ti končaš. A veš, midva sva v tem telesu in ego moj reče, jaz sem tukaj, to so moje meje, tam si pa ti. Ko pa tega ni, se pa to vse preliva skupaj. Tako da, a veš, zato sem te vprašal, kako veš to, ker recimo, če bi tebe kot dojenčka vzel, pa bi ti začel dajati, ne vem, to bo ful nemoralno, ampak psihedelike in bi bil to tvoj normalni state. Edino ta state bi ti poznal. In potem bi ti nehal mi dajati in bi pri 18 recimo ti prvič bil trezen v smislu... Se pravi, do 18 leta bi bil skozi na tripu. Skozi na tripu, skozi bi bil v tistem stanju, drugačnem, spremenjenem. Potem bi pa nehal, potem ti meni ne bi verjel, da je to stanje, ki ga imaš zdaj, ta pravo stanje. Kako bi pol definiral, to je resnično stanje, to ni resnično stanje. Težko. No, ampak zdaj pa ti operiraš obratno, kot sem jaz. Se pravi, od rojstva, pa jaz tudi, od rojstva do zdaj sva midva v enem stateu. Je zelo tak linearen, fizikalen, veš, znanstven. Če se to zgodi, se bo to. Vzrok pa posledica. Pa to so moji limiti. To sem jaz. Se pravi, če to jaz uničam, to telo, mene več ni. Zato si to vprašal, kako veš. No sej, in hotel sem ti dati primer. Midva deva predpostaviti, da sva dva, se vem, ti imaš pol vedno tisti Descartes argument, da edino stvar, ki si ti lahko res sure je, da si zavesten. Tako, da si samo ti, ti ne moreš za mene reči, da sem zavesten, 100%. Ampak samo on je tudi rekel, mislim, torej jaz tudi ne verjam, ne mislim tako, da mislim, ka je miselni proces in to nisi ti. Jaz bi bolj rekel, zavedam se, torej sem. Ok. Deva predpostaviti, da sva midva dva zavestna posameznika, ki se pogovarjata. Na podcastu. Tako. In zdaj, če eden od naju umre, oziroma enega zbrišeš stran, da umreš fizično, se pravi, da tvoje telo umre, jaz mislim, da trenutno nimaš nobenega orodja ali pa tehnologije, da bi ti še vedno komuniciral z mojo zavestjo. Res je? Ampak, in dokler tega ne bomo imeli, jaz, ker si me vprašal, kako to vem ali pa kako to verjamem, mislim, da je to trenutno dober, ne dokaz, ampak indikator, da zavest umre s tvojim telesom. Torej predpostavka. Predpostavka, No, sej, pa se strinjava. Pa smo čisto na istem. Jaz se samo vedno upiram proti temu, ko nekdo reče, vem neki, Pa ti rečeš, kaj pa če ni tako, kako pa to veš, začneš malo vrtati v to. Pa v bistvu vidiš, da nič ne veš, razen da si zavesten. No, če bi tako deloval, pol bi tudi ti rekel, sej gravitacija je tudi samo teorija. Ne moreš. Gravitacija... ne vem, ena zavest je to dokazala, da ni. Ne, gravitacija drži. Dovolj dobro drži v teh pogojih.
ker smo naredili kaj, dovolj poskusov. Ja, pa je vsak, ki je skočil z nebotičnika, je doživel učinke gravitacije. Veva ne. Ja. Mi dva morava sama, recimo, mi dva morava, kot sem prej rekla, observerja, se pravi opazovalca rabva, in mi dva zdaj vrževa en predmet. In to 1000krat narediva po zemlji, ne? In vedno bova lahko to. No in do zdaj je umrl na milijarde ljudi in nobena zavest se ni kar prebudila v nekem drugem, ne vem. Okay. Kako to veš, ne? Nobena zavest se ni, ti je nisi mogel opazovati. Ja, dobro, ti tudi zdaj ne moreš opazovati vseh dogodkov, ki se dogajajo, pa jim načeloma verjameš. A predpostavko narediš. Ja. Mi zdaj narediva predpostavko, da Pariz obstaja in da so ljudje tam in da en zdaj tako, ampak mi dva tega ne morava. Ja, ne? Sam ful si zakomplicira življenje, če si toliko omejiš s temi predpostavkami, a veš. Ja. Sej, moj point je tudi, da si omejiš življenje, če po defaultu negiraš določene stvari, katerih ne veš. Ne? Okay. A če jaz rečem, ko sem v nekem takem globokem stanju meditacije ali pa nekdo drug, jaz občutim tak, a veš, jaz sem vse, jaz sem povezan z drevesom, pa ti rečeš, ne, to ni res. Ne? Ja. Jaz mislim, da si tukaj tudi ti omejiš marsikaj. Ne? Se strinjam. A veš, kada ne bi hotel mi, da je to res. Doskrat imam občutek, da mi, ko operiramo s to racionalno zavestjo, kada ne bi hotel, da je to res. Zato, ker se kleša, se tepe z našimi predstavami, ki smo jih do zdaj imeli v življenju. Ja. A veš, ne? In to se mi zdi škoda, ne? Lahko imaš pa tudi primere, valjda, ko to ni dobro, da verjameš kakšnim stvarem, ko ti škodi, tebi kot organizmu, ali pa nisi moralen. Ja. Če si nek guru, pa ljudi ful izrabljaš, a veš, imel si neke spolne škandale, pa to ne. Valjda ne moreš kar vse verjeti. Ja. Moraš imeti tak common sense, veš, to kmečko pametne. Sam tako, da po defaultu rečeš ne, to ne obstaja, ne. Sploh pa ne takrat, ko nisi mogoče okusil take stvari, a veš. Ja. To mi je v bistvu glavna stvar. Ne? Ja. No, ampak ti rečeš zdaj, da si 50-50, a ne? 50-50. Zdaj, trenutno, ko se pogovarjava. Pa se mi nekaj zgodi, pa sem malo se to spremeni. Ja. Se pravi, kaj misliš, da se pravi, zavest ločuješ od fizičnega telesa? Mislim, to vprašanje zavestlo. Včasih ja. Včasih verjamemo to, včasih ne. Ampak kako včasih ja, včasih pa ne? Ja, a veš, ene stvari se ti zgodijo, pa te prepričajo eno smer, potem tvoj ego začne to racionalizirati. Okay. In ti, kar racionaliziraš, vedno bolj se odmikaš od tega, pa rečeš, ne, se je bilo samo neki, a veš, a so to neka taka druga stanja, racionalni del je tista prava. Jaz moram zaupati temu modu, kjer sem, to je resnično. Pa me pa nazaj povlečejo, veš, iz tega, to, kar si vprašal. Tako da nimam enostavnega odgovora, a verjamem. Ne? Jaz doskrat rečem tako, da je, če bi mogla mi dva staviti zdaj, kaj bi stavil? A bi stavil, da je zavest ločena od telesa lahko ali ne? Bi stavil, da je verjetno lahko ločena od telesa. Se pravi, sem 51%, ne? Pod istimi temi pogoji. Ja, če je zavest če je to posledica nekih kemijskih reakcij, ki se dogajajo v možganih, če je, ja. Jih bi mogoče lahko enkrat opisali z enačbami, ne? Mogoče, ja. In mogoče bi pa lahko... Vse je mogoče, ja. Sam glede na to, kaj o tem mislim, da je Sir Roger Penrose veliko pisal. Da sem njega omenil matematik. Da sem njega omenil že takrat, ko smo se prvič pogovarjala. Jaz se nisem še toliko poglobil te njegove teorije, ampak on recimo tudi pravi, da zelo težko bo narediti res dober AI, ker dokler nimamo čisto v bistvu mapiran človeških možganov, pa kako točno delujejo, bo zelo težko v bistvu. Mi zdaj sam posnemamo pač neke drevesa odločanja, nekako pač. Ja, enostavljeno je. Tako. Ampak, veš, v možganih so se pravi te nevroni, ne? In vseh možnih kombinacij med nevroni
je več, kot je atomov v vesolju. Ja. Se pravi, ko to številko probaš, a veš si zamisliti, ker že tako vemo, koliko je zvezd recimo v vesolju, nepredstavljiva številka. Pa daš, da je več nevronskih povezav, možnosti permutacij, kolikor je atomov v celem vesolju, potem pa zraven rečeš, ko bomo mi to opisali, ne, takrat sem imel to, a veš, malo sem skeptičen, da bomo lahko to. To je zgodba, ne, pač filozofija. Ja, no, sej, no to. Zdaj pa tako, lahko odgovoriš ali pa ne. Ful me zanima, nisem ti nikoli tako res vprašal direktno, ampak kako ti gledaš na, mogoče malo uverture pred vprašanjem, ti si ful znanstven in to je ful dober. Ful te zanima. Tukaj da se ostava, kaj zdaj to pomeni, kad ti rečeš, da sem jaz ful znanstven? Si tak čempion, jaz te tako vidim, za znanstveno metodo. Kako se prevede čempion? Tak promotor. Promotor, ja. Promotor, ne. Promotor, ja. To se mi zdi ful dober iz več različnih razlogov. Kje se mi ne zdi tako dober, je zelo malo. V zelo malih stvareh se mi to ne zdi dober, ne, za biti moralen ali pa za živeti dobro življenje. Ne. Zato, ker imam zelo podobne intuične, tudi jaz. Jaz bi samo eno besedo še dodal, mogoče nek tak skeptik. Ja, ok, super. Nek skeptik. Skeptik, ja. Okay. Zato me ful fascinira, vedno, ko take možgane srečam v svojem življenju, ne, da bi raziskoval drug del sebe z psihedeliki, ne. Ker se mi zdi ful zanimiva kombinacija, ne. Gledanje sveta na ta način, na racionalni, a ne, vse tako organizirano, to zdaj mi preučujemo, pišemo enačbe, to razumemo, ne. Pri kvantni fiziki se to mal streča, ne. Ker je na robu, ne. Ja, ker je zelo na robu mogoče naših kapacitet ali pa ker smo bili razviti ker smo bili evolucijsko smo se razvili v savani, zato niso naši možgani narejeni za take stvari. Ampak tako vedno mi je fascinantno, kako bi bilo to dvoje združiti. Take možgane, ki tako razmišljajo, pa imajo tak pogled, pa to je moja predpostavka, kakšen imaš ti pogled. Pa da bi s tem kombiniral. Zdaj me pa zanima, zakaj si do zdaj nisi odločil, zakaj, ni prava beseda, da se upiraš temu, ampak vse veš, kaj mislim. Ne? Ja. Kaj so pomisleki? No? Da s tem v bistvu ne bi dobil bi sam neko ne vem, kakšne odgovore bi mi to dal. No. Mislim, nimam vprašanja, da bi s tem iskal odgovore. Tako ti je najboljš odgovorim. Nobenega vprašanja nimaš glede svoje zavesti? Mogoče edino vprašanje bi bilo, kakšen je občutek. Ok, se pravi neka radovednost. Ja, radovednost. Ampak za vse svoje probleme, ki jih imam v življenju, mislim, da obstajajo druge rešitve. Ne rabim v bistvu tega, isto je z alkoholom, ne? Ja. Jaz nikoli nisem pil alkohola. Ja, to je malo drugače. No, pač tudi alkohol ti spremeni zavest lahko, a ne? Dobiš neko drugo stanje, če se zelo napiješ, pač lahko se ne spomniš. Ja, jaz ne bi rekel, da je druga zavest ali pa da je spremenjeno stanje zavesti, sigurno je, ampak je bolj zmanjšaš stvari, ki se dogajajo. Ne? Okay. Se pravi, če imaš neke ful misli ali pa strahove ali pa socialni strah, ne? Ja. To malo zmanjša. Tako da jaz mislim, da te manj da v to, kar ti si. Ne? No, ampak lej, če ti alkohol piješ, recimo, da ga tankaš, ne? Ja. Boš se enkrat toliko napil, da boš v bistvu zgubil, potem ne boš več spomnil, ker si streznil. Ne? Se pravi, kaj se takrat dogaja s to tvojo zavestjo? A si nek drug state dosegel? Ali... Jaz mislim, da si manjši state, ne? Manj dejavnosti v možganih je, ne? Pri alkoholu. Ja, ne vem, nisem toliko, ne vem, kaj se dogaja z možgani, ko so pod vplivom alkohola. Mislim, že bi jaz mogel ugibati, a veš, reflekse imaš počasnejše, vse se malo umiri, počasnejši si. Mislim, zanimivo je to, ne, da ti lahko neko substanco zaužiješ in je zaužiješ takšno količino,
da se v bistvu potem, da zgubiš spomin vmes. Ja. To je powerful substance, ne? To je močna substanca. Recimo spanje. Ali pa spanje je podoben state, kjer načeloma se mi ne spomnimo tistih 8 ur. Ja, včasih se sam spomniš, 8 ur definitivno ne. Občutek za časa ni. Takrat, se to je tudi zanimivo vprašanje, kje je pol naša zavest takrat, ne? Smo mi takrat zavestni, smo nezavestni? Ja, to je samo spomina, lahko da si bil zavesten, pa ni spomina. Kakšni procesi laufajo takrat, Ja. No, če damo to primerjavo med alkoholom pa psihedeliki, recimo psilocibin, psilocibin, ki je komponenta aktivna v gobicah, ki so ljudi dali v ta sken možganski, so v bistvu opazili, da je aktivnost možganov večja. En delček, ki se mu pa reče default mode network, ne vem, kako se reče po slovensko, in se pa zmanjša aktivnost, prav prekrvavitev v njemu. In znanstveniki predvidevajo, da je v tem default mode networku, v tem delu možganov, da tam v bistvu obstaja ali pa tam živi naš ego. Ta občutek za sebe, pa ta glas, ki se ti sam s sabo pogovarjaš, pa ta dirigent orkestra. Če recimo možgani so orkester, ta default mode network je pa dirigent, ki kontrolira vse. In med tripom s psihedeliki se ta prekrvavitev zmanjša, pri ostalih se pa odpre, se pravi se poveča prekrvavitev. Zato bi jaz rekel, da je mogoče malo drugače, kot ne vem pa, kaj se pri alkoholu dogaja. Da je malo drugače, kot pri alkoholu, ker bi jaz predpostavljal, da se aktivno zmanjša. Ti se takrat umiriš, oziroma dol te da. Zato iz tega vidika raziskovanje teh drugih predelov zavesti, ki obstajajo, da ne obstaja samo ta. Ker moja izkušnja je bila taka. Jaz sem, in nikoli ne bom pozabil, ker smo prvič recimo neko večjo dozo tega vzeli, sem zelo tako iz radovednosti šel, to nisem toliko razmišljal o tem, kaj mi bo to prineslo, ali bo spremenilo mi življenje, absolutno ne. Ampak takrat sem se jaz zavedel, da sem celo življenje operiral iz enega vidika zavesti. In to je bil ta racionalni, znanstveni vzrok, posledica del. Pa ta del, ki ima kontrolo. Ta model, ki je za svojimi očmi, gre čez življenje in proba kar se da dobro kontrolirati naravo, pa je stvari, ki se mi dogaja. No, tam se mi je vse podarilo. Ja, kar pa je. Sej jaz načeloma, kar si rekel, jaz sem bil ta model, ki je hotel tako vse kontrolirati, jaz vem, da zelo malo lahko kontroliraš v svojem življenju. Sem znanost, če sam na neko, če dam sam, ne vem, repliko na to. Ne, pa sej, Zakaj misliš, da nekdo, ki skeptično, racionalno proba si razlagati neke pojave, zakaj misliš, da jih hoče kontrolirati? Jaz mislim, da tukaj ni te... jaz vsaj se ne počutam tako, a ne? Jaz sem bil vedno mnenja, da je to glavna naloga, zakaj smo razvili znanost. Mi smo razvili znanost ali pa neko tehnologijo zato, da kontroliramo naravo, da si jo podredimo. Se pravi, da si kot organizem izboljšamo življenje, a veš, bolj si varen, hišo zgradiš. Jaz ne bi rekel, da je bilo glavno... Jaz bi bolj rekel, da to je bila neka želja po razumevanju. Da ti bolj razumeš, zakaj se nekaj zgodi. Ampak zakaj pa razumeš? A ni razumevanje samo vozilo, ki te pripelje do nečesa? Zakaj moraš razumeti, recimo? Sigurno zaradi tega, da boš kontroliraš? Ne bi rekel, ne. Ne, ker ti... kaj boš ti kontroliral s tem, da se ukvarjaš z neko abstraktno matematiko? Kaj boš s tem kontroliral? Ja, s to abstraktno matematiko ti v bistvu jo uporabiš za razvoj kakšne tehnologije, ki ti pomaga pri preživetju. In tak darwinističen princip. Ampak... Zakaj ta Sir Roger Penrose ali pa recimo, bom rekel, kakšni fiziki, zakaj raziskujejo to? Zato, da lahko opisujejo vesolje. Ne, zato, ker dobiš tudi nek pleasure zaradi tega.
ti lahko v matematiki vidiš tudi neko artistično lepoto, a ne? To, kar se jaz vedno pravim, da to ti šola čist sploh tega aspekta ni. O tem se veliko piše, a ne, v knjigah, ki se ukvarjajo z kakšno matematiko mi danes sploh učimo, a ne? In tega aspekta ni, ne? Da ti v bistvu lahko s tem, ko ti začneš razumeti nek matematičen koncept ali pa, ko sam v bistvu narediš neko izpeljavo, lahko iz tega dobiš zelo velik užitek. Tako da jaz mislim, da tukaj ni, da jaz bi se ne uprl, ne bi se strinjal toliko, da je nek racionalen, skeptičen pristop v življenju namenjen samo temu, da ti zelo kontroliraš svojo okolico. Ok, se si mi prepričal. Zdaj je pa samo vprašanje, koliko je namen temu, koliko je pa preživetju, če gledamo našo najno zgodovino. No in prej si rekel, jaz ne vem, tebe vidim kot, ali pa mislim, da si tako rekel, ljudi, ki imajo, da si ti tudi bil tak znanstven, nisem mislil kontrolirati, ki si dokončal zgodbo, ki si prvič vzel, ne? V tem si govoril. In en kolega mi je rekel tako, mi smo to popili, ne? In gobe so bile, zmešane, in potem sem jaz začel razlagati, kaj se dogaja v naših možganih, ko vzameš gobe. Okay. Sem si ful bral o tem, ampak nisem imel pa še te neposredne izkušnje. Ne? In potem je ta en kolega povedal, pa rekel, Klemen, tebi pa vse jasno. A? Pa sem mislil, rekel sem mu, ne, itak mi ni vse jasno, veš tako, nočeš izpadati. Ja. Ampak pri sebi, če sem čisto iskren, sem bil tako, meni je kar jasno. No. Meni je kar jasno. In operiral sem pa iz tega racionalnega dela. Ne? Se pravi, s to metodo sem jaz mislil zelo dobro opisati, kaj se meni dogaja v življenju, kaj se dogaja v človeštvu, kaj se temu. Ne? In to je ful zanimivo, ker me je to vprašanje vprašal, ker čez eno uro, sem jaz tako, jaz vem, koliko je meni jasno, je 0,0000, skoraj v neskončnost 1%. Mene je tisto čist prebil nazaj, ne, v smislu moj ego, kar rečem, mene, ne. Čist me je presunala, ne, kakšne zavesti so še mogoče. In od takrat naprej sem tako zelo manj šur glede stvari, ki jih verjamem, ne. Dosti bolj odprt sem in posledično sem opazil, da bolj ko sem odprt, pa zdaj zdaleč nisem še toliko odprt, kot bi si želel, da je nekako moja sreča oziroma moj počutje na tem planetu boljše, bolj ko sem se odprl. Manj ko sem bil zaprt v svojih prepričanjih. Govorimo o prepričanjih, ne, da so tako. Dve stvari imam, pa po moje bova samo eno dala čez, ker bova že pozabila drugo. Mislim, bova predolgo šla v to. Najprej, meni je ful zanimiva ena izjava, pa mislim, da je to Einstein rekel, kdo je bil. Se pravi, da tega, česar ne moreš razložiti na dovolj enostaven način, ne razumeš dovolj dobro. Ne? No in jaz sem tudi bral to knjigo od Michaela Polana, How to Change Your Mind, kjer so opisani vsi te, pač ta zgodovina psihedelikov, pa različne te substance in potem različni te tripi. Vse to je zelo zanimiv brat. Mogoče lahko sam povem, Michael Pollan je novinar, ne? In nikoli v življenju, on je 60 let star, nikoli v življenju ni imel nobenih izkušenj z nobeno substanco in pa se je odločil, da bo napisal knjigo o psihedelikih, zgodovini in trenutni uporabi in terapevtski uporabi, in je šel sam čez 4 tripe. Tako. No in meni je zelo zanimivo, da vsi te, polk on tudi opisuje različne te izkušnje, ki se je pogovarjal z drugimi ljudmi, pa veliko je teh opisov, vsi to opisujejo kot, opisujejo tako, da se to ne da opisati. In tudi ti si isto, v bistvu, se zdaj isto govoriš, to je nekaj, ne vem, ne moreš opisati. Ampak človek včasih tudi ni znal opisati nekega naravnega pojava. To sta dve različni stvari opisa. To ni čisto isto. Nekaj je, da ti ne moreš, čim daš v besede,
izničiš že to stvar, ki jo opisuješ. Jaz se lahko približam temu, ko ti opisujem neko izkušnjo, ki sem jo imel, ampak nikoli ne bom zares zraven prišel. Ja. Mogoče z metaforami se da ti rečem, to je tako, da bi nekaj, ampak nikoli ni zares ista stvar. In o tem smo se pogovarjali na prvem podcastu. Ampak v znanosti, da nekdo ne zna opisati, kaj so zvezde, ima on premalo znanja, ampak je pa mogoče to opisati z besedami. Ne, jaz mislim, da to ni razlike, ker si ti rekel, da je razlika. Aha, to sta dve razlike. Ti sam nimaš tehnologije, da bi pogledal, kaj se dogaja v tvojih možganih. Aha, se pravi, to je zdaj čist zmešan, po mojem mnenju. Zato, ker, se pravi, jaz bi rekel, Andrej, jaz sem bil zdaj v Peruju in sem šel na to žabo, to bufo žabo, ki skadiš, 5 mejo DMT je noter, in zdaj klenama še enačbo, kaj se meni zgodilo. In ti boš rekel, enačbo, ok, razumem, kaj se ti je zgodilo. Ne, to ne bo pravilen opis tega. Ja, ampak lahko se pa približamo z nečem. Ja, lahko se. Ti bom dal en primer. Tako da gre z mano. Ne, ti bom dal en primer. Zdaj, kaj je bil zdaj en tak recent event? Wimbledon. Ja. Tenis. Ja. Igrala sta... Te športne. Čaki. Igrala sta Djokovic pa Federer, in ta event se je dogajal pač tam v Londonu. In zdaj, kdor je to gledal v živo tam, je imel, ali pa dajmo tako reči, samo Djokovic pa Federer sta imela iz une čist najbolj prvinske, prvotne perspektive občutek tega eventa. Ja. Vsi ostali, ki so bili na stadionu, so imeli drugačen, ampak še vedno so bili tam, ko sta one dva igrala. Čakaj, samo da povem do konca. Zdaj pa, če ne bi obstajala tehnologija televizije, pa prenosov in tako naprej, bi pol nekdo zdaj prišel iz Londona, pa bi rekel, veš kaj jaz sem gledal tenis, ko sta one dva igrala, tam sta si podala žogco, pa ne vem, zelena trava je bila, pa ljudje so vzklikali, pa bi ti tako, ok, recimo, da razumem, kaj se je dogajalo, ampak še vedno ni to približek. Pa imamo pa mi zdaj eno tehnologijo, ki se ji reče televizija, pa imaš v prenosu živo, in lahko tako zelo dobro se približaš temu dogodku. In kaj v tvoji situaciji manjka, je samo nek technology. Če bi jaz imel neko napravo, s katero bi jaz lahko med tem, ko ti tripaš, podobne občutke doživel, ali pa ne vem, zdaj ne vem, a ti nekaj vidiš takrat, ali nekaj čutiš, ali nekaj slišiš. Sam pa boš mogel te nevrone simulirati, ampak to smo rekli. Mogoče jih boš mogel samo opazovati, ali pa... Jaz sem boš mogel opazovati več, kolikor je atomov v vesolju. Ni čistko, ker če bi imamo tudi očesni živc, imamo pač oko, s katerim vidimo, in te električni impulzi nam v možganih, polka možgani to interpretirajo, mi si ustvarimo neko sliko. Ampak mi imamo zdaj že kamere, a veš, toliko razvite, da lahko ful ti, pa ne vem, objektive, ki lahko ti ful boljš, kakor oko to narediš. In mogoče, če bomo mi v nekem delu možgan to odkrili, kje je vzrok tega, ki ti tripaš, ali pa kaj se takrat dogaja. Lej, mi zdaj v možgane gledamo z nekim CT skenom, recimo. To je še kljub temu, da je to neka huda tehnologija, je še vedno zelo primitivna za opazovanje možganov. Mi se bomo mogli spustiti na dost višji nivo, pa videti, kakšne, ne vem, kemijske substance se dogajajo, mogoče nek del možganov izolirati, veš, tako, daleč smo še od tega. In zdaj, ko ti rečeš, to je nekaj, kar se ne da opisati, ker če da jaz to že v besede ti izničam, ne vem, razumevanje tega, bi jaz isto rekel, lej, Klemen, če bi ti jaz povedal, kaj sem gledal v živo v Londonu, bi ti izničil razumevanje tenisa. Pa to ni res. Se pravi, problem je v tehnologiji. To je moj edini tak, mogoče jaz vzamem gobe, pa je pa tako, to res neki čist out of this world in je tako, vse je narobe, kar sem jaz do zdaj razmišljal. Ampak greva to znanstveno. Ja,
mislim, greva to znanstveno primer, kaj si ti rekel. Ja. Rekel si, jaz vzamem gobe, pa bom mislil, ok, to je out of this world, si rekel. To je čist drugače, kot sem jaz do zdaj razmišljal. Greva to znanstveno preveriti z survejem. Okay. Ljudje, ki vzamejo psihedelike, Ja. ponovadi dajo to izkušnjo v top 5 izkušenj v njihovem življenju, s tem, da so ostale izkušnje rojstva otroka, smrt nekega starša, smrt žene, moža, svoja deathbed. Tako da, a veš, če gledamo to na znanstveno, kaj se večini ljudi zgodi, ko gredo čez to, potem lahko predvidevava, da bi se tebi tudi to zgodilo zelo veliko verjetnostjo. Ali pa ti misliš, da bi šel v to, pa bi na isti način razmišljal, ne, se to lahko mi opišemo za to. Ampak, a veš, spet je moje vprašanje, kako to veš, ne? Ker do zdaj ljudje, to jih presune, ne? Veliko ljudi to presune. Ja. Pa to so znanstveniki, ne? A veš, vsi zdravniki pa znanstveniki, ki se ukvarjajo na tem področju, ne? Če greš gledati malo njihove zgodbe, ne, je tako, pizda, sem jaz pametnejši od njih, a so oni znoreli, ali kaj se tukaj v bistvu dogaja? Če ti, kot Andrej Škraba, opazuješ, kaj se dogaja. Premalo ljudi to do zdaj raziskuje in je to, a veš, jaz mislim, da v tem ni nič mističnega. Ne? Ja, zdaj to misliš. Ja, zdaj. No, ampak že to, po moje, tisti, ki zdaj gledajo ali pa ki poslušajo, ja, ki so imeli kakšno tako izkušnjo, pa ne moram govoriti za vse, ampak predvidevam, ja, da tvoja primerjava, ki si je dal z Wimbledonom, pa z nekim tripom, je nesmiselna glih zaradi tega, ker nisi bil na tem tripu. Ti ne bi nikoli, po moje, te primerjave naredil potem. Ker je tako, doesn't make sense. Ne vem, kako ne ti dam eno primerjavo, kada bi nekdo, ki nikoli... Ja, jaz sem ti hotel s tem opisati, kako jaz gledam na to, da ti rečeš, da nečesa ne moreš opisati. Ja, razumem. To je bil. Lahko bi to bilo tudi, ne vem, neki drugega, ne bi trip opisoval, ampak bi, ne vem, neko drugo dejanje, ki se ti zgodi. Ja, mislim, jaz mislim, da je itak glavni problem to, da mogoče, a veš, se ne moramo o tem pogovarjati, ker nismo imeli oba dva iste izkušnje. Ja, že možno... za barve, ki si dal primer. Ja, to mi je bilo ful dobro. A si hotel zdaj to slučajno dati podobno? Nisem o teh barvah razmišljal, ampak ja, je to isti v bistvu primer. Ja. Težko se dogovoriva, ker morava imeti v bistvu jezik, oziroma to zapisan v nekem drugačnem jeziku, kot je ta jezik, v katerem se sporozumevava. Nekaj, kar je, ne vem, a veš, že ta računalnik je neka naprava, kjer ni pomembno, kako jo uporablja moja zavest ali pa kako jo tvoja, ona deluje po nekih zakonitostih, ne vem, procesor in vsa ta električna vezja. To je v bistvu edini moj, ne vem, primerjava, ki ga vidim tukaj. Primerjava s tem, da je naš organizem tudi podoben in da moramo, tako kot lahko ta računalnik midva razstavlja, pa ga opiševa ful, kaj se dogaja elektronsko. Lahko tudi telo, sam nimamo še dovolj dobre tehnologije. Ja. Se pravi, tvoj odgovor na moje vprašanje je bilo, ne zdi se ti vredno ali pa nobenega vprašanja nimaš, kjer bi ga lahko tam... Edino zdaj vprašanje imam, da se lahko naprej še s tabo pogovarjam, ne? Ker ti si rekel, da ne mora se pogovarjati, če jaz te izkušnje nimam. Ja, a veš, tudi ti imaš svojo izkušnjo. Ja, se vem. Sem že kar naprej skočil. Ne, ne res je. Ampak to se vedno dogaja. Ne? Ti imaš tudi svojo izkušnjo življenja. Ja. Jaz imam svojo izkušnjo življenja brez teh. Jaz imam eno vprašanje. Ampak samo da to zaključim. In potem midva se z besedami, a veš, jaz ti rečem, jaz sem se počutil tako, pa ti pri sebi pomisliš, kako se je Klemen počutil, ko je šel v trgovino, pa je padel. Tako, kot sem jaz takrat padel enkrat. Ampak ni pa čist isto. Čist isto ne bova nikoli mogla se sporozumeti, niti s tem jezikom. Pa ko prideva v uno domeno,
Ja. To ti pa ne znam povedati, kako je to šele drugače. Ker ne razumeš dovolj dobro. Se pravi, jaz bi mogel sam še bolj razumeti z razumom, potem bi pa bilo. Tako. No, to je po moje glavna stvar, ki po moje ne drži. Ja, se pravi, pol misliš, da ne drži to, da tega, česar ne moreš razložiti na dovolj enostaven način, ne razumeš dovolj dobro. Pa se s tem ne strinjaš. Ker mi moramo, s tem smo začela debato, ne? Zakaj bi ti v bistvu, zakaj bi se sploh posvečal znanosti, pa zakaj bi bil skeptik v osnovi? Zato, da boljš razumeš stvari. In ti zdaj tukaj v bistvu govoriš, da tega ne moreš razumeti, ne moreš to s tem, ker to je v nekem drugem, v neki drugi sferi. Je lahko veš, ne pa da razumeš, ne? Ker razumevanje pomeni, da uporabljaš razum. A veš, tukaj sva mi dva ful, nimava jezika. Lahko postaviš neko hipotezo matematično, kaj se zgodi v tvojih možganih in to pač stestiraš. To je lahko res, ampak te izkušnje ti ne boš. In jaz bom za vse te ljudi, ki rečejo, tega se ne da opisati, če jaz to začnem opisati, že spremenim, ne vem, ti ne morem pač tega opisati. Ja. Jaz mislim, da samo ne razumeš dovolj dobro. Ne razumemo tega dovolj dobro. To je tako, da bi jaz tebi pokazal, ali pa da bi nekomu, še preden smo poznali, ne vem, elektriko, pokazal tale retina monitor. To bi bilo, a veš, to bi bilo za njega, ne morem tega opisati z besedami. Zakaj? Ker ne razumeš, ker ne veš, da tukaj laufajo neki, a veš, elektroni zadaj. Tako, čisto osnovno. In ti zdaj si nekdo, ki si dobil nek advanced pojav, ki ga ne razumeš. Ja, ampak jaz mislim, da je glavni problem tega, da tega ne razumemo, ne ti, pač ne razumemo ga. Ljudje ga ne razumemo. Ne razumemo ga še, po tvojem mnenju. Ne? Jaz pa mislim, da če bomo dodajali razum na to, bomo še manj vedeli. Nočem uporabiti. Ne se s tem. S tem se pa ne strinjam. Sej to je glavni. Sej vem, da se ne strinjaš s tem. Zato ti tudi ne morem povedati. Veš, ti v tisti domeni bolj, ko uporabljaš ta razum, ki je samo en del tebe, to moramo mi dva najprej ločiti. Jaz mislim, da misliš, da je dela. Razum, tako je. Ne? Tako. In midva se zdaj, ti misliš, da obstaja samo razumski del tebe, Andreja Škrabe. Tako. No, jaz pa mislim, predpostavljam, da ne obstaja samo ta del. In znanstveno, jaz se zdaj moram na znanstven način s tabo pogovarjati, na ta fizičen način se moram s tabo pogovarjati o nefizičnih. In ful mi je težko, ampak bom probal z metaforami. Ne? Okay. Se pravi, to lahko znanstveno preverva. Vprašava veliko količino ljudi, ki so imeli spiritualne izkušnje. Lahko s psihedeliki, lahko z molitvijo, lahko z meditacijo, lahko z traumatičnimi dogodki. In rečeva, kaj oni zdaj verjamejo, zakaj jih je ta stvar spremenila. Ne? In potem rečeš, to se ne da opisati, to je nekaj več kot jaz, ne? Se pravi, obstaja nerazumski del, tako si jaz. Prej sem mislil, da sem samo jaz ta ego, zdaj pa jaz verjamem, da sem jaz več. Da sem več kot to. Ne? Zakaj ne bi verjela tem ljudem? Pa imaš pa drug aspekt ljudi, na kateri si ti, pa rečemo, ne, samo razumski del obstaja. A si imel kakšno tako izkušnjo? Ne, nisem imel, ampak samo razumski del obstaja. Mene, kot Andrej Škrabe. Ne? A veš, kako pa ti v svoji glavi to dvoje, kam umestiš tiste ljudi? Zakaj sebe ločiš od teh ljudi stran? Kako ti boljše razmišljaš od teh ostalih ljudi? Prvo, kaj je sploh spiritualna izkušnja? Ne? Spiritualno itak pomeni duševno. Duhovno. Ja. Tako, duhovno. To je pač neki izraz, ne? Spet smo na domeni izrazov. In to, da jaz razmišljam, da jaz imam proces razmišljanja, a bi lahko temu rekla, da je to spiritualno? Lahko bi temu rekla, pa lahko bi temu ne rekla. Pa je to vse isto. Zaradi tega jaz to mislim, da ne moreš, mislim, zakaj dajem tiste ljudi v drug. Jaz mislim, da če imaš ti spiritualno izkušnjo, pa je to karkoli. Mislim, mi smo poimenovali neke izkušnje, ki jih ne razumemo, smo poimenovali spiritualne. In jaz se s tem ne strinjam. Mogli bi samo
jih bolj preučiti, da bi jih lahko bolje razumeli. To je moj. Zato tega ne morem, ali pa ne vem, z tem svojim zdaj razumom, ne morem sprejeti spiritualnih izkušenj kot nekaj, kar se dogaja izven razuma. Ja. Ne? Ok, razumem. Ja. Razumem. Sem tudi jaz imel, jaz sploh ne morem reči, da sem imel spiritualno izkušnjo. Recimo spalna paraliza. Ne? To je nek tak dogodek, ki si ga težko, tudi tukaj jaz ti ga težko opišem. Ne? Jaz težko zdaj rečem, Klemen, jaz sem, ne vem, 4-krat ali pa 5-krat sem doživel spalno paralizo. To zgleda tako, da ti med spanjem v bistvu se zbudiš očesno, recimo, tvoj živce, oči se ti odprejo, pa zavedaš se, kot da si buden, ampak tvoje telo pa spi. A oči lahko kontroliraš? Ja, lahko. Samo oči. Lahko gledaš okrog, ne? Tvoje telo je pa, čutiš pa, da si totalno paralyzed. In vmes imaš največkrat še neke privide. Ampak jaz temu ne pravim spiritualna izkušnja. Ja, valjda. Kar pa je v veliko kulturah, je to spiritualna izkušnja, je opisan to kot spiritualna izkušnja. Ne? Se pravi, da ti vidiš neke demone, pa ne vem kaj. A si ti takrat bil zavesten v tem smislu, razumskem? Sem bil, ja. Aha. Sam začnete grabiti panika, ne, pa ne veš, se pravi, hočeš ven iz tega, to je zelo neprijetno. Ne? Ampak jaz zdaj danes, ko se na to spomnim, jaz tega ne opisujem kot spiritualna izkušnja. Ker mislim, da pač to ni bila spiritualna izkušnja. Sprav, ego je še vedno bil živ, ne? Še vedno je lahko razmišljal, še vedno si bil ti. Ja, jaz mislim, da ego je pač del tvoj, tudi del tebe, ne? Ja. Kot posameznika. In tudi to, kar mi govorimo, ja, da ti razpustiš ali pa da se ta tvoj ego čist kot razmegli, ne? Ja, smrt ega, ne? Ega, ja. Med kakšnimi izkušnjami. Tudi to je pač neka... Kako pa razumeš to, kar reče nekdo, imel sem občutek, da je moj ego umrl med neko izkušnjo z psihedeliki, ne? Ta ego death. Ne? Kako ti to razumeš, kar nekdo reče? Recimo... ne razumem dosti dobro tega. Ne vem, kaj bi si pod tem predstavljal. Tudi to sem te prej hotel vprašati, ne? Kaj ti rečeš, sem mislil, da sem odprt takrat, ne? Ko sem prvič vzel, pa si pa rekel, ja, ampak še vedno nisem toliko odprt, kot si želim biti. Ja. Jaz tukaj recimo mi čist, sploh ne vem točno, kaj misliš s tem. Ne? Aha, odprt, a veš, lahko si zaprt, pa odprt. Ja, kaj to pomeni? Ja, da ne moraš na WC, ne? Ne, hecam se. To je bila fora. Zdaj moraš sitkom. Smeh, da te veš. To je fake smeh, ja. Zaprt v smislu, da imaš ti določeno predstavo o vesolju, v katerem živiš, pa o sebi. Ok, čakaj, sorry, ker sem bombal. Se pravi, imam ene verovanja, belife. Prepričanja. Ja. Tako, ne? Prepričanja lahko, kdo sem jaz, prepričanja, kako ta svet deluje, in prepričanja razna. Veš, lahko so tudi tako, jaz ne verjamem, da je treba iti na faks, in sem zaprt. In pa meni hoče... Povezanje z nekimi vrednotami. To verjetno, verjetno prepričane pa vrednote skupaj plešajo in se ustvarijo. Ne? Tako. In ti se recimo rodiš kot zelo bolj čist ego, nimaš še toliko teh vrednot pa prepričanj. Ja, to dobiš v procesu odraščanja, socializacije. Ti odraščaš. Aha, če dam roko na štedilnik, me bo opekel. Aha, prepričanje, tole je vroče, to je hladno. Ne? To so te uporabni za organizem. Ne? Pa ti tekom življenja živiš in potem ti ena druga prepričanja začneš dobivati. Recimo, znanstvena metoda je edini pravilen način razmišljanja o našem vesolju. To je recimo eno izmed prepričanj. In to sem ga jaz imel tako, ne vem, fulno. Jaz sem samo to bral, ful sem o religijah bral, kontrareligijah, kako je to, tako ne vem, 5 let recimo.
In zelo močno sem se okopal not v ta jark, kaj jaz mislim, da je res v življenju. Ne? In pol se mi je začel to tam trgati. Ja. Da sem ta prepričanja in bil bolj odprt, da ne vem. Tako mislim. Okay. Da manj prepričan o stvareh. Da imam manj prepričan, da so ta prepričanja bolj ohlapna, da če mi ti zdaj nekaj rečeš, da sem pripravljen sprejeti. Ampak je full fora, da moj ego zdajle, ko se pogovarjamo. Sam veš, kaj ljudje delajo. Sploh z pojavom, ali pa tako, ljudje imajo zdaj dostop do velike količine informacije. Ne? Ampak problem, ki ga jaz vidim, je, da ljudje dostop do velike količine informacij zamenjujejo s pravilnostjo teh informacij. In rečejo, dej bod bolj odprt, pa verjem, da je pristanek na Luni res bil fake. Ja. Škoda se pol ustvari. To sem mislil, kad daš ti roko na štedilnik, to prepričanje je dobro imeti za organizem. Ali pa nekaj preko samo Google. In zdaj jaz mislim, da živimo v dobi, ko gremo pa v to, ko rečemo, ta znanost, ne, to ni dobro prepričanje, da imaš, da znanost... Znanstvenost, jaz temu rečem. Ali pa znanstvenost. Tako. Ne znanost, ampak znanstvenost. Kot neka, kot komunizem. Ne, dej bod bolj odprt, pa ne vse gledati tako znanstveno. To se meni zdi problem, ki ga imamo mi danes. Drugače, če pride do tega, ne, da ljudje tako, ko dobivajo neke informacije, da začnejo tako govoriti, pa imeti taka prepričanja, to se mi pa zdi slabo. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da je znanstven način skepse in tega, da ti imaš željo po večjem razumevanju, se mi zdi, da ker je moja vrednota neka resnica, ne, se mi zdi, da je to boljše živeti življenje na tak način. Ker imaš več materialnih dobrin. Ker imaš več razumevanja. Ne bom se omejil na to, da imaš več materialnih dobrin za to. Ja, verjetno, če znaš boljš, ne vem, kvantno pač opisati neke zadeve ali pa jih kvantificirati, ja, verjetno imaš boljše razumevanje, ne vem, statistike, pa si lahko nek data scientist, recimo, ne. Bom rekel samo zato, da boljš razumeš svet, v katerem si znajdel, okolico svojo. Samo zaradi tega, da razumeš. Tako. Nič iz tega ne izhaja. So tudi pozitivne stvari iz tukaj ven, ampak primarno pa zaradi tega. Recimo obdobje renesanse, ko se je ta znanstvena metoda nekako oblikovala, mi doživljamo enormno rast materialne blaginje. Ja. Se strinjaš, ne? Ja. Tako, nikoli v zgodovini nismo imeli toliko bogatstva materialnega, kot ga imamo. Se strinjam. Po drugi strani, pa, ne po isti strani, pa tudi ozdravljamo bolezni, ki jih prej nismo mogli. Bolj smo zdravi fizično, ne? Sprav to vse pogledaš, kaj nam je ta znanstvena metoda prinesla. Ja. Po drugi strani... Ne tega, ker vem, kam razmišljam zdaj, kam boš šel. Okay. Ne menjati, kakšne družbene sisteme imamo mi. Nisem tega mislil. Ok, no pa pet naprej. Mislil sem, da to razumevanje, razumevanje sebe, pa razumevanje okolice, pa identifikacija, vedno večja identifikacija z egom, vodi v bolezenska stanja, ki so duševna. In to so depresija, anksioznost, ta dva, pa schizofrenija, recimo. Sam, a kaj, če jaz zdaj, recimo, jaz začnem svojega otroka vzgajati, da je vrednota razumevanje, se pravi, bodi, ne, ko jabolko pade z drevesa, ne vem, bodi radoveden, probi raziskati, zakaj se to zgodi, ne vem, ko vidiš, da na drevesu poganjajo novi listi, probi to razumeti. Se pravi, probi razumeti naravo okrog sebe. Ne, to je zelo dobro. Ja, sej, kje se zdaj to konča? Da to ni dobro. Zakaj konča? Ja, ker si rekel, ti nekako zdaj primerjaš, ne, da to, da mi, ne vem, bildamo svoj ego, si rekel. Ja.
Da se identificiramo z individuom. Se pravi, mi smo vedno bolj ločena drug od drugega. Če bi mi dva živela v tribu brez znanosti, pa brez razumevanja tega racionalnega, a veš, bi mi dva ful bolj bila ne strinjam se. Ne strinjam se. Mi dva bi lahko bila v nekem laboratoriju in bi skupaj nekaj odkrivala, bi skupaj postavila neko teorijo in to bi naj lahko tudi ful zbližali. Mislim, kaj je zdaj fora? Če bi mi dva živela v tribu brez znanosti, bi, ne vem, imela boljši... Ja, zaradi tega sem mislil, ker so bili dosti bolj povezani ljudje med sabo. A veš, niso imeli toliko tega individualnega ega, ampak je bil ta skupinski ego, tribal. Okay. Ti nisi toliko za sebe grabil, a veš, ti nisi toliko sebe postavljal v center vesolja. Ja. In jaz mislim, da ko se je začela renesansa, zato sem hotel to, ko se je ta usmeritev vase, pa v ta glas, pa v ta mislim, torej sem tudi, se pravi, jaz mislim, to sem jaz, to, kar jaz mislim. Ampak dej, pa vrednotenje tega racionalnega ni naravno za nas in lahko rata patološko. In danes je dost unhappinessa zaradi tega, identifikacije. Sam ti, ki greš na svoj trip. A ni to, da se obrneš vase, da bi sebe, ne vem, pač ne vem, kaj je tvoj vzgib, da to narediš, ampak kje zdaj ti tukaj... včasih, kje si zdaj ti povezan z drugimi? Včasih, ko so se psihedeliki uporabljali v neke namene iniciacije ali pa ceremonij, ni bilo iz vidika egota, da grem jaz, daj mi gobe, ker me zanima. Ker ti si tudi rekel, to izhajaš iz ega. Če bi jaz to vzel, je to zaradi zanimanja. Sprav, moj ego zanima, kaj bi bilo. Mogoče bilo fun, mogoče bilo interesting, karkoli. Oni so to s drugimi nameni uporabljali. Z nameni iniciacije, pa spoznavanje samega sebe in spoznavanje sebe v odnosu do triba. In tako so oni sprejeli njih med sebe in vsi so lahko delali bolj skupaj. Sam, ki mu je tiger roko odgriznil, pa niso poznali še kirurgije, je bilo pa vsega konc. A ja, ne. Mislim, a veš? A ja, ne. Ti si mene razumel, da jaz negiram znanost. Ja, ker si rekel, če bi mi dva živela v tribu brez znanosti. Bi bila bolj povezana, v druge stvari bi bila pa slabše. No, jaz sem sam mislil to, mi smo šli tako, brez znanosti, pa smo imeli religije, pa verovanja, pa smo imeli to duhovnost in so se druge stvari zelo slabo dogajale. Moje mnenje je tudi zaradi egota določenih ljudi, ki so bili v institucijah, so imele moč nad ljudstvom z religijami. Potem smo prišli do znanstvene metode, ker smo se rekli, ne, jaz sem pomemben, bolj pomemben, pravice posameznika, to je dobro. Znanstvena metoda, to je dobro. Gremo materialno poštimati naš svet, to je tudi dobro z mojega vidika. Ampak zdaj mislim, da bomo prišli v ekstrem tega identifikacije samim sabo, pa svojimi mislimi, pa z racionalnimi, da bo začela naša družba v tem smislu propadati in bomo mogli iti na naslednji korak evolucijsko. Moja ne bo začela zaradi tega propadati. Aha, ti imaš ful nesrečnih ljudi trenutno na svetu, v zahodnem svetu. Sam to jih nimaš zato, ker je znanost pa materialne dobrine, ki so na visokem nivoju. Neposredno ne, ampak posredno. In to sem ti hotel orisati, da je ta način razmišljanja, ki dela dobre stvari, to so materialne razumevanje vesolja, jaz nikoli nisem proti temu, ampak stranski produkt tega je močna identifikacija z samim sabo, močen ego, močna prepričanja in se to vidiš tudi politično. Kaj pa je alternativa pa? Ja, da se to dvoje skupaj gre. Mi znanost prejmemo za roko, pa gremo naprej z njo, ampak da se malo mehčamo, a veš, glede tega, in da začnemo biti bolj inkluzivni, kot ekskluzivni v znanosti. Kje pa je znanost ekskluzivna? Ja, do teh izkušenj, recimo. Se ti imaš ljudi, ki to preučujejo. Imaš ljudi, ampak na kakšen način? To so ta pravi znanstveniki. Vem, ampak to so ta pravi, ampak velika večina ima mogoče tako mnenje, kot si ga ti danes orisu. Ne, to ni, a veš, ta osebna izkušnja ni tako zelo pomembna. Mi moramo to razumeti z vidika fizike. Pa on tako, ne, to je, jaz sem čutil nekaj več. Spiritualnega. Tako. Ti si rekel to spiritualno, mi bomo to z enačbami opisali. Veš, to dvoje, da gre skupaj.
Ne more iti skupaj. Lahko gre skupaj. Ja. Jaz mislim, da to so te znanstveniki, ki to isto, delajo. Da bi ti rekel, se pravi, kjer pojav, ne si izberem grmenje, ne? Ali pa nevihta, ki strele sekajo. Ne? Bi nekdo rekel, lej, to je zame spiritualna izkušnja. Jaz, ko zaplešem ta ples, ne, in se oblaki zberejo in potem nastane nevihta, to je zame spiritualna izkušnja. In za moje pleme je to izjemnega pomena, da mi... Kaj točno je spiritualna izkušnja za njega? To, da on pleše, ali to, da on to prečara? Da on med plesom, da začne sekati, ne, da je nek blisk in grmi in tako naprej. In on reče, to je zame, jaz tega vam ne morem opisati. Ne morem vam opisati, ker če vam opišem, ne vem, razjezim svoje bogove, ne. To je ena oseba. Pa je pa druga oseba, ki reče, jaz če zdaj tukaj spustim zmaja na veter, ne, v to nevihto, boš videl, da ko ta strela udarne, nastane nek tok električni. Ne. Zato gre tukaj v tem oblaku za neko napetost med nekimi delci. In Paulun reče, saj to je vse cool, ti boš tem dobil elektriko, samo daj vam midva iti skupaj. Daj boš ti imel elektriko, jaz bom pa imel toki stik z bogovi. In jaz mislim, kaj si bo ta oseba mislila, ki razume nevihto na ta način, da je to neka električna napetost v ozračju, ne? Kako bo gledala na tega, ki misli, da se tukaj zdaj not skriva nek bog. Ja, pač rekla bo, lej, on tega ne razume. Tako je. In tukaj je... Ampak on bo isto rekel njemu. No, in one dva se bosta isto tako. Tako, ja. In jaz ti mene ne razumeš. In to je zdaj ista situacija. Ne? Jaz ti hočem reči, ne, dajmo mi to preučiti, da bomo razumeli, kaj se dogaja v možganih, kakšne kemijske reakcije se dogajajo. Ne vem, a to res zdaj pomeni, da ti s tem odpreš nek portal v neko dimenzijo, ali ne? Ne? Ti boš rekel, ne, dejva midva to nekako zdaj, dejva iti skupaj. Dejva verjeti, da znanost tega nikoli ne bo mogla interpretirati, preučiti. Ne, to bo lahko do določene mere. Vse to smo imeli v prvem podcastu. Do določene mere, ja. In rečemo, dovolj je res za te pogoje. Pa se ta prava znanost dela tako. Stvari, ki ne razumemo, ne? Ja, začela sva, ni mej znanosti, vse bo upisala, plus rekel si, ne, jaz sem samo razumski del, tukaj imamo druge probleme, ker nimamo istih izkušenj, ne? Ampak ne vem, če vedno dela tako, ne. Saj moje opazovanje, nimam tazga in take intuicije, da bi na ta način. Ne vem, tako vidim, da ko se o takih stvareh pogovarjamo, recimo imeli smo duhovne, čist duhovne, se pravi brez psihedelikov, zavržemo totalno. Se pravi neki obredi z Indijanci, ki se oni v neka določena stanja dajo, ki plešejo, ne. To zavržemo, Zdaj pa pridemo psihedeliki, ki imamo kemijo plus neko izkušnjo. Tukaj je že lažje, že vidimo, da je lažje delati znanost, ne. Zato, ker nekaj zaužijemo. Zato mislim, da bo mogel to skupaj iti. A veš, oba ta svetova bosta mogla skupiti naprej. No sej, ampak a veš, kaj se bo pol zgodilo na tej poti? Da to, kar se ti zdaj zdi, da je mistično, bo vedno manj mistično postalo. Ne bo mistično forever. Tako kot dva človeka, kjer je en verjel, da je nevihta, da te strele, ne vem, Bog z roko meče dol, ne? Pa ta, ki je ugotovil, da je to neka električna napetost v ozračju, ne? One dva, se pravi, eden je drugmu razložil, da to ni mistično, oziroma, ne, imaš tako, mava lahko samo mistično, ne morava tega razložiti, to so bogovi, z njimi nikoli ne bo stika, pa imaš pa totalno nemistično, čista razlaga, zakaj se to zgodi, ne? In ta razlaga enkrat postane potem mainstream. Danes noben, mislim, verjetno so še kakšna plemena, ampak v učbenikih nekih normalnih oziroma v nekih, ko preučujemo meteorologijo, ne, noben ne bo rekel, da je strela, da to nekdo vrže
Pa sej jaz ne zagovarjam tega, da je to res. In jaz mislim, da vse, kar se ti zdi zdaj mistično, bo vedno manj mistično, če bo znanost to preučevala. Mislim, da ene stvari ja, ene stvari ne. Ti si dal najlažji možen primer, ker si valjda hotel argument povedati. Zdaj greva pa na težek primer, človeški možgani. A veš, zdaj smo mi tako, a se v možganih skriva duša, ker naše telo, ali pa rečemo tako, ne samo možgani, telo, človeško telo, ker možgani so del telesa. Preučujemo človeško telo. Če nam nekaj ni jasno v možganih, pomeni, da nam nekaj ni jasno v človeškem telesu. In ker tega še ne razumemo dovolj dobro, je lahko to zdaj mistično. Joj, ne vem, moja zavest, a po smrti moja zavest nekam odleti, ne vem, v neko sfero, ki jo zdaj sploh ne zaznamo in tako naprej. S časoma bo to postalo vedno manj mistično. Če bomo šli po tej poti, ki jo ti v bistvu nekako misliš, da je to neko pumpanje ega, ali da je to ego pogajanja. Pa ne, jaz ne mislim ego kot negativna stvar vedno. A veš, kaj rečemo, tam pa velik ego. Jaz to ne mislim, da je to ful slaba stvar. Sam velika identifikacija z tem jazom. To je v bistvu ego. Sej, če te jaz tebe vprašam, kdo si ti? Kdo si ti? Jaz sem nek organizem, ki delujem po pravilih mojega DNK-ja. Imam pa v družbi... Tvojega DNK-ja? Ja. Se pravi, ti si tvoj DNK? Ja, v mojem telesu so celice, ki imajo nek DNK. Kaj pa, recimo... In ta DNK definira, kjera vrsta sem jaz, kakšne so moje fizične se pravi, ti si moški. Iz DNK-ja lahko to sklepamo. Tako. Se pravi, ti... Tvoja zavest je moška zavest. Ne vem, kaj misliš tem, kaj rečeš zavest. Jaz mislim v moškem spolu. Ja, potem je moja miselnost je v moškem spolu. Jaz ne bom nikoli rekel, Klemen, šla sem. Se pravi, besedno, verbalno bom jaz rekel, šel sem, kot moški spol. Preden greva v to sceno, moram res povedati, da jaz nič ne mislim negativnega, kar rečem identifikacija z egotom. To sam opisujem nek pojav. Razumem. Ego je jaz ga imam ful močnega. Vsi ga imamo. Mogoče eni ga znajo pač kontrolirati, pa se od njega odmakniti. Zdaj, ko greva to secerati. Ker si rekel, zdaj, če se ti si me vprašal, kdo sem jaz. Kdo si ti? Ti se usedeš, prvo morava, ko si rekel, ne vem, kaj zavest pomeni. Greva najprej to. Ti se usedeš in zapreš oči in imaš čim manj držljajev. Se pravi, čim manj te nekdo pipka, čim manj čutiš. In ti recimo zdaj opazuješ svoje dihanje. In ta stvar, ki opazuje svoje dihanje, to je zavest. Se pravi, ti si zavesten. Zdaj pa si ti rekel, jaz sem te vprašal, a je ta zavest moškega spola? Ker se ti, če se midva to zdaj narediva ta eksperiment, pa se ti usedeš, pa začneš opazovati svoje dihanje, boš hitro začel ne opazovati svojega dihanja, ampak boš opazoval svoje misli, ker se bo začel pogovor. In ti, predvidevam, verjameš, da ti kontroliraš ta govor. Da si ti ta govor, ta glas si ti. Ja, zelo zanimiva si to napelu. Ne vem, če sem to vedno jaz. Ker ne moš kontrolirati. Ker ne moš tega, Ker ne moš ti se odločiti, mislim, v tej situaciji se težko odločiš, da ne boš nekih misli, neke misli se ustvarjajo, Same tudi to ne vemo, a veš, a je to zdaj tisti quantum tunneling, da nekaj nastaja, Ampak fora je, da ti nimaš kontrole nad tem. Torej, ti ne moreš biti to, kar ti nimaš kontrole. Ja, res je. Se pravi, ti nimaš kontrole nad prebavnim traktom. Ti imaš v sebi noter. Torej, ti ne moreš se skrivati v prebavnem traktu. Ti nimaš kontrole nad svojim DNK-jem. Nimaš. Tako da ti ne moreš biti ta DNK. Ja. Edina stvar, ki ti si, pa tam ni kontrole več, zato ker tudi ni več ega, je ta zavest. To je edino, kar ostane. Ja, razumem.
In bolj, ko se premikamo stran od tega zavedanja, kar sem jaz hotel povedati zdaj, več si identificiran z egotom, s temi mislimi, z razumevanjem, z gledanjem sveta na ta način, a veš, vzrok, posledica. Ja. Večkrat lahko to gre, pa ne pri tebi, ti si tako zelo tak solid posameznik, a veš, vidim, da imaš tako, ampak pri določenih ljudeh pa gre to v patološko. Ker ti več ne moreš kontrolirati teh svojih misli, misli ti delajo škodo, tvoji zavesti, in se pravi, ti sebi delaš škodo. Kako je to mogoče? Ti se zavedaš, da si delaš škodo, pa si še vedno naprej delaš škodo. Se pravi, imaš neke misli, slab si, nič ne bo nikoli s tebe. Zakaj tega nisi naredil? Ti bi več mogel to narediti, ne? Imaš depresijo, anksioznost, ne? Ne možeš biti ti. In jaz mislim, da ta način razmišljanja pele našo družbo še bolj v ta ekstrem tega, ne, ti si ta ego. Ne? Zato mislim, da se moramo odmakniti od tega za večji well-being. To vprašanje, kaj si pa ti, je pa tako pizda, težko ga. Veš, zdaj sem z metaforami probal, to je tisto, kar ti hočem povedati. Pač, to je treba eksperimentirati pri sebi, ne brati v knjigah, kaj en znanstvenik napiše, ampak naredi tudi znanstveni eksperiment pri sebi doma, da se usedeš. Če kdo usede se, to je znanstveni eksperiment. In reci, zdaj bom spremljal svoje dihanje 5 minut. In ljudje, ki niso strenirani z meditacijo, bojo videli, da je to nemogoče. Nemogoče. In začneš malo dvomiti, mogoče tudi jaz to nisem to. Ta glas, ne? Zato, ker se sam uklaplja. Tako, ker se prepavni trakt, prebavlja hrano, tako se tudi misli sprožajo same. In misli, iz kje pa pridejo misli? Iz preteklih spominov, iz prepričanj, vsega. Sprav, ti tudi nisi ta prepričanja, pa spomini pa to. Zato smo pa mi iznajdali določene tehnologije. Doskrat, kad ti začneš, zato smo pa mi iznajdali. Ker to je problem. Predstavljaj si družbo, v kateri mi nič ne zapišemo. Tako, nimamo pisave, nimamo tehnologije pisave in je tako vse, včeraj si to rekel, jaz sem pa rekel, nimamo jezika. Pred enim letom sem to rekel, ali pa nimamo jezika. Jezik je tehnologija. Tako, vse to je, vse te iznajdbe, jezika, pisave, mislim, ne vem, a smo zdaj jezik iznajdeli, ne vem. Ali odkrili. Se pravi jezik, ne vem, pisava, matematika, vse to nas je pač pognalo na neko pot odkrivanja in s tem, ko odkrivaš, nekaj razumeš, nekaj začneš bolje razumeti, pojavljajo pa se potem skozi nova, s tem, ko smo, ne vem, človeško telo odprli, da smo dejansko ga prerezali, pa pogledali, kaj je noter, smo dobili neke nove, a veš, kaj je zdaj, kaj je zdaj to noter. Nova vprašanja. Tako, nova vprašanja. In, tako, kaj ne vem, mogoče zdaj razumemo, ok, srce je pač neka tam črpalka, razumemo, kaj je namen krvi, gor dol. So možgani samo še ena zelo zanimiva struktura, pa vse ta DNK, pa to, kar si ti zdaj rekel, kje nastajajo misli. To je nekaj, ki v bistvu zdaj znanost je, oziroma naše razumevanje je tako, nekaj razumemo, nekaj pa ne razumemo. Ampak jaz bi kar je za to mejo razumevanja, nekaj, kar ne razumemo. Jaz ne bi rekel, da je to nekaj, kar je mistično, pa se ne da opisati. Ne, absolutno ne. Trenutno vse se ne da. Ampak neke stvari so sigurne. Sigurno ne bojo. Zdaj sva spet naredila cel krog do prve epizode, ki sva rekla. Se pravi, do tukaj razumemo, si rekel, od tukaj naprej pa ne. In ti misliš, da vse to bomo še z istim načinom opisali, ko smo to. Jaz pa pravim, veliko bomo opisali s tem istim načinom, nekaj pa ne bomo mogli s tem načinom. Aha, ok, nekaj pa ne bomo. Samo to. Jaz pa tako, ful sem vedno slabo se počutim, ker imam feeling, da sem na tej strani, ki udriha čez znanost, ali pa, da sem nek tak, veš kaj hočem povedati,
Ja, dej, pa ne vem, kako bi rekel. posnem, ko si na tripu. Ja, bo skupaj posnela. Ej, Ja, ne vem, to bi bilo v laboratoriju, ne. Se pravi, v laboratorij greva, majke, vzemeva LSD, pa se pogovarjava. Sam ne vem, če je to Mogoče. legal. Ne vem. Ok, bomo preverili. Ja, znanost je kdaj tudi preizkuša meje pač Ja. Ok, tega, kar držim, smo se... Ja, nisem nič obljubil. te držim za besedo. Ej, hvala ti še enkrat, stari. Ja, hvala še Ful dobro. enkrat za povabilo. Z veseljem.